Pozdravljeni in dobrodošli na 14. srečanju webinarja Temelji vere in znanosti. Pretekli teden smo govorili o geologiji, danes pa bomo naredili uvod v paleontologijo. To je vznemirljiva tema, ki nas bo spremljala vse do zadnjega predavanja. Kaj nam sporočajo fosili? Fosili so privlačni predmeti, ki jih odkrivamo iz starih časov, in mnogi so videti kakor okamenele živali. Včasih so jih povezovali s čaranjem. Konec 18. stoletja pa se je francoski naturalist Georges Cuvier lotil fosilov znanstveno. In odtlej so izredno pomembni in predmet razprav o nastanku. Zato bo zanimivo izvedeti, kaj nam lahko fosili povedo o tej temi. Če v Googlu poiščete besedno zvezo fosili dokazi za, najdete dvoje povsem različnih strani. Zdi se, da so za nekatere fosili jasen dokaz svetopisemskega potopa. Za druge pa so neizpodbiten dokaz evolucije. Tako smo spet prišli do tega, kar sem omenila že v prvih srečanjih, ko sem rekla, da bom to večkrat ponovila. Kako pomembno je razlikovati med podatki in razlago. V tem primeru so podatki fosili. Kaj nam govorijo, torej razlaga, pa ni enoglasna. V današnjem srečanju se bom potrudila jasno ločiti to dvoje. Tudi vadili bomo. Ko bom pojasnjevala, bom povedala, kdaj gre za podatke in kdaj za razlago. Včasih je razlika jasna, spet drugič pa jo je težje opaziti. Za vajo vas izzovem, da ste zelo pozorni, saj vam bom zastavljala vprašanja, ali gre za podatke ali razlago. Če ste naredili domačo nalogo in si ogledali priporočene posnetke dr. Nalina in dr. Esperanteja, vam bo veliko tega, kar bom pojasnjevala, zvenelo znano. Začnimo z osnovnimi definicijami in koncepti. Kaj je fosil? Fosili so ostanki organizmov, ki so živeli v preteklosti, ali pa so dokazi o njihovih dejavnostih, ki so se ohranili v kamninah. Najbolj znani fosili so deli živali, običajno trdi deli, kot so kosti, zobje ali lupine, ki so okameneli, se pravi postali kamniti. Koncept fosilov je dejansko veliko obsežnejši in obstaja veliko različnih fosilov. Poleg živali in rastlin, ki so se ohranili v kamninah, obstajajo še drugi, ki so zamrznjeni v ledu na severnem polu. Ali pa so padli v jame s katranom. Obstajajo tudi žuželke in majhni vretenčarji, ki so se ohranili v jantarju, torej v smoli starodavnih dreves, ki se je strdila in v sebi ohranila žival. Čeprav redkeje, se v nekaterih primerih ohranijo tudi mehka tkiva, kot so koža in celo notranji organi živali. V vseh teh primerih, ko gre za fosil, ki je bitje ali kakšen njegov del, govorimo o telesnih fosilih. Obstajajo tudi ihnofosili ali fosilne sledi. V tem primeru ne najdemo živali, ampak njene sledi, ki pričajo, da je bila tam. Recimo stopinje, rove in celo koprolite, ki so fosilizirani iztrebki. Kako nastane fosil? Kako se žival ali rastlina spremeni v kamen? Kakor obstajajo različni tipi fosilov, obstajajo različni načini fosiliziranja. Pojasnila bom samo najpogostejše načine in sicer zelo poenostavljeno. Žival, ki se fosilizira, se ne spremeni v kamen s pomočjo čarovnije.
Ne zgodi se tako. Organske molekule, ki sestavljajo živa bitja, o čemer bomo govorili v biološkem sklopu, nadomestijo minerali, oblika organizma pa se ohrani. Fosilizacija ni enostavna. Večina živih bitij, ki na Zemlji živi in umre, se ne fosilizira, ampak razpade in izgine. Da bi se bitje fosiliziralo, je treba izpolniti določene pogoje. Prvič, bitje mora biti hitro zakopano, da ga ne pojedo mrhovinarji ali ga uničijo okoljski dejavniki. Drugič, organski material mora zamenjati mineralni material. Ta dva procesa imata nekaj skupnega. Vodo. Vodni tokovi, ki prenašajo usedline, lahko zvlečejo umrle živali na dno jezer in morij. Potem isti tokovi, ki krožijo okoli trupla in skozenj, odlagajo razpadle minerale in omogočijo proces fosilizacije. Kje najdemo fosile? Prejšnjič smo dejali, da so fosili skoraj vedno v sedimentnih kamninah. Če razmislite, je kar smiselno. Da se fosil oblikuje, mora biti hitro zakopan. To se običajno zgodi, ko umrlo žival ali rastlino na dnu jezera ali reke prekrijejo usedline, ki jih prenaša vodni tok. Ko se nanaša vedno več slojev in se usedline stisnejo in zacementirajo v sedimentno kamnino, je fosil ujet znotraj. Obstaja veliko fosilov, povsod po svetu jih najdemo. Da jih najdete, potrebujete samo izurjeno oko. Pokazala vam bom nekaj fosilov, ki sva jih našla z možem jeseni le nekaj kilometrov proč od najinega doma. Nisva se odpravila iskat fosilov, ampak sva šla nabirat gobe. Po naključju sva našla nekaj fosilov. Pričela sva iskati in spoznala, da je skoraj ves hrib pokrit s temi amoniti. Vidite lahko kamnino s fosilom in vidna je spirala oziroma črte, kar je značilno za lupine amonitov. Mogoče je bolje vidno od daleč. Pa še en tretji. Ne vem, ali lahko razločite spiralo zaradi kvalitete kamere. Ko se odpravite na sprehod ali pohod, imejte odprte oči, saj lahko kaj najdete. Kako dolgo traja, da se oblikuje fosil? Priljubljeno prepričanje pravi, da je za fosil potrebno na milijone let. To ne drži in tudi ni mogoče. Ko žival umre, četudi je pokopana, večina telesa zgnije po nekaj dneh ali tednih. Nekatere kosti lahko obstanejo več let. Če bi bili za fosilizacijo potrebni milijoni let, ne bi ostalo ničesar, kar bi se lahko fosiliziralo. Paleontologi so v laboratoriju opravili eksperimente, s katerimi so poskusili posnemati postopek fosilizacij. Prišli so do sklepa, da se lahko nekateri fosili izoblikujejo zelo hitro, v nekaj urah. Večina pa potrebuje nekaj dni ali let. Hitrost fosilizacije je odvisna od več dejavnikov, kot so velikost in vrsta organizma, količina raztopljenih mineralov v vodi, vrsta sedimenta in tako naprej. Da bi razumeli, kaj nam fosili sporočajo, moramo razumeti dva zelo pomembna koncepta, in sicer geološki stolpec in fosilni zapis. Prejšnjič smo govorili o slojih sedimentnih kamnin, ki segajo na stotine ali tisoče kvadratnih kilometrov daleč. Geologi so analizirali sedimentne kamnine z različnih delov sveta in ugotovili, da se mnoge ujemajo. To pomeni, da so iz istega materiala
in nanesene v istem tipu okolja. Prišli so do sklepa, da so bile odložene približno v istem času v različnih delih sveta. Čeprav vseh slojev ne najdemo povsod, lahko s primerjanjem zaporedij iz različnih krajev geologi določijo sloje in jih uvrstijo enega nad drugega, da nastane to, kar poznamo pod imenom geološki stolpec. Geološki stolpec je umetna iznajdba, v kateri so zajete glavne plasti kamnin z vsega sveta, zložene od najglobljih do najbolj površinskih. Da bi jih zložili po vrstnem redu, so jih geologi ločili na sklope in jih poimenovali. Najnižji del geološkega stolpca se imenuje predkambrij, ostalo pa se imenuje farenozoik. Ta del je razdeljen na 3 dele: paleozoik, mezozoik in kenozoik. In vsak ima svoje plasti in podplasti, ki so poimenovane. Nekatere med njimi so zelo znane, na primer Jura. Sledi prvo vprašanje. Odgovorite lahko v klepetu. Ali je geološki stolpec dejstvo ali razlaga? Na voljo imate nekaj sekund. Ali je geološki stolpec dejstvo ali razlaga? Zelo dobro, vidim veliko odgovorov. Odlično. Večina je odgovorila pravilno. Gre za razlago. Nikjer na svetu ni kraja, kjer bi lahko našli popoln geološki stolpec. Gre za strukturo, ki so jo geologi naredili iz podatkov zbranih iz različnih krajev. Toda ta razlaga je tehtna in jo tako kreacionisti kot evolucionisti sprejemajo za veljavno. Kaj pa je fosilni zapis? Mnoge plasti geološkega stolpca vsebujejo fosile. Vsak sloj ima določeno vrsto fosilov, ki se razlikuje od drugih. Takšne vrste slojev s predstavniki določenih skupin fosilov imenujemo fosilni zapis. Ko smo razčistili osnovne pojme, bom opisala glavne značilnosti fosilnega zapisa. Poskusite ločiti med podatki in razlago. Kot smo pojasnili, fosili niso pomešani ali naključno razmetani v geološkem stolpcu. Prva lastnost fosilnega zapisa, ki jo bomo komentirali, je, da so fosili razporejeni urejeno. Vsak sloj vsebuje svoje fosile. Ko pogledamo celotno sliko, vidimo niz splošnih vzorcev urejenosti. Na primer, fosili živali, ki se pojavijo v najglobljih plasteh, so morski nevretenčarji. Bolj ko se vzpenjamo, več kopenskih živali se pojavi. Če pogledate vretenčarje, se pojavijo v točnem vrstnem redu. Najprej so ribe, potem dvoživke, potem plazivci, sesalci in ptice na vrhu. Človeški ostanki so bili najdeni samo v gornjih plasteh. Opazili smo tudi, da je med ostanki v spodnjih plasteh veliko živali in rastlin, ki danes ne obstajajo. Bolj ko se vzpenjamo po geološkem stolpcu, bolj znani organizmi so med njimi. V najbolj gornjih plasteh je večina fosilov organizmov, ki živijo še danes ali pa so tem zelo podobni. Spet smo pri vprašanjih. So to, kar sem vam pravkar povedala, podatki ali razlaga? Vse, kar sem povedala v vrstnem redu geološkega stolpca. So to podatki ali razlaga? Zelo dobro. Odlično. Vse povezano s fosili sicer vsebuje nekaj razlage, kajti to, kdo odkrije fosil, ga mora klasificirati. Trudila pa sem se opisati fosilni zapis,
kar se da objektivno, da sem povedala samo, kaj vsebuje vsaka plast, zato lahko rečemo, da gre za podatke. Kaj pomeni vrstni red fosilnega zapisa? Konvencionalna razlaga pravi, da je fosilni zapis odsev zgodovine življenja na Zemlji, ki obsega več milijonov let in da vsak sloj vsebuje podatke različnega obdobja. Najstarejša obdobja so najgloblji sloji, ko pa se vzpenjamo po stolpcu, smo vse bližje sedanjosti. Po tej razlagi vsak sloj vsebuje ostanke živih bitij, ki so poseljevala Zemljo v tistem času. Vrstni red fosilov pa kaže, kako so se organizmi sčasoma razvijali. Ta zgodovina milijonov let in različne zbirke rastlin in živali, ki so poseljevale Zemljo v različnih časih, se ne ujema s svetopisenskim poročilom. Pomembno se je zavedati, da gre za razlago in da se te iste podatke lahko razloži na drug način, tako da se ujemajo. To si bomo ogledali v kratkem, zdaj pa nadaljujmo opisovanje fosilnega zapisa. Druga pomembna značilnost so drastične spremembe v vsebini fosilov, do katerih pride v nekaterih delih geološkega stolpca. Povedali smo, da različne plasti vsebuje različne vrste fosilov. Obstajajo kraji, kjer je sprememba iz enega sloja v drugega spektakularna, tako po številu kot vrsti fosilov. Na primer, v najglobljem sloju, v predkambriju, je komajda najti kakšen fosil, tisti pa, ki obstajajo, so zelo majhni, vendar pa v sloju takoj nad njim, v kambriju, najdemo na tisoče različnih fosilov morskih živali različnih vrst, ki so zelo kompleksne. Recimo trilobiti. Trilobiti so izumrla skupina, danes jih ni več. O njih veliko vemo, saj smo našli na tisoče dobro ohranjenih fosilov. Njihovo telo je bilo razdeljeno na 3 dele, z zunanjim trdim eksoskeletom in členkastimi nogami, ki jih imajo žuželke in raki. Pri mnogih trilobitih so opazili, da imajo sestavljene oči, kakor mnoge sodobne žuželke. Razlika med fosili iz predkambrija in kambrija je tako očitna, da jo geologi imenujejo kambrijska eksplozija, pri čemer je mišljena eksplozija življenja, med katero se je v eni sami plasti nenadoma pojavilo na tisoče organizmov, ki jih ne najdemo v plasti pod to. Poleg meje med predkambrijem in kambrijem obstaja 5 lokacij v fosilnem zapisu, kjer so opazili drastično spremembo med fosili 2 sosednjih plasti. V vseh primerih gre za spremembo več kot 75% vrst na prehodu iz ene plasti v drugo. Celih skupin, ki so bile v spodnji plasti, v gornji ni več, pojavijo pa se novi fosili. V mnogih slikovitih predstavitvah fosilnega zapisa so te drastične spremembe v rastlinskem in živalskem svetu imenovane množično izumrtje. Ali je to dejstvo ali razlaga? Kaj mislite? Da so te drastične spremembe v rastlinskem in živalskem svetu množično izumrtje? Je to dejstvo ali razlaga? Odgovori kažejo na oboje, a se nagibate bolj k razlagi. In res je. Gre za razlago, ki je smiselna znotraj konvencionalnega okvira milijonov let. Ko pride do drastičnih sprememb, se zgodi nekaj, kar je pobilo veliko bitij naenkrat, kasneje pa so se pojavili ali razvili novi organizmi ter zapolnili vrzel. Najbolj znano množično izumrtje naj bi pred 65 milijoni let povzročilo izumrtje dinozavrov. Fosilni zapis ima lastnost, ki je povezana s tem in bi jo lahko šteli za podatke. V mnogih predelih sveta najdemo odložišča fosilov,
ki jih paleontologi imenujejo množični pogin, ker so tam našli na stotine ali tisoče mrtvih in fosiliziranih organizmov na istem kraju. To so amoniti, podobni tistim, ki sem vam jih pokazala, le da so ti bolje vidni. Ti amoniti nam kažejo, kako bi bila videti množična smrtnost. Pri množičnih poginih gre včasih za organizme iste vrste, kot je vidno v narodnem spomeniku dinozavrom v Koloradu v Združenih državah Amerike. Tu so našli na tisoče kosti dinozavrov. Drugod, kot recimo v formaciji Green River v državi Utah, pa so našli mešane fosile različnih vrst, kot recimo ribe, ptice in želve. V tem primeru so tako dobro ohranjene, da lahko v mnogih prepoznate mehka tkiva, kot so mišice ali koža. Tudi rudnike lahko smatramo za dokaze množičnega pogina. Nastali so, ko se je v njih naložilo na tisoče ton rastlinskih ostankov. Enako naftna polja. Tudi to so ostanki na milijone živih bitij iz preteklosti. Zadnja lastnost fosilnih zapisov, ki jo bom obravnavala, je, da je večina fosilov prepoznavnih. Lahko jih je razvrstiti v določeno skupino. Na primer, vsak zoolog z malo izkušenosti bo tu prepoznal, da gre za netopirja. Jasno je, da je to riba in to kačji pastir in to želva. Četudi mnogi fosili ustrezajo organizmom, ki jih danes ni, jih še vedno lahko razmeroma enostavno prepoznamo in uvrstimo v določeno skupino, kot recimo dinozavre ali trilobite. To je najbolj splošen vzorec. Drži pa, da obstaja nekaj organizmov, ki so drugačni ali jih je težje razvrstiti, ker imajo lastnosti dveh različnih skupin. Znani primer tega je Archaeopteryx. Ta ima zobe, ki so značilni za plazivce, dolgkrep in kremplje. Ima pa tudi tipična ptičja krila in perje. Te vrste fosilov se imenujejo vmesni ali mozaični fosili. Kaj mislite, katero od obeh imen je boljše, če želimo ostati v opisnem področju podatkov, ne da bi se podajali v razlage? Če ne želimo delati razlag, kaj od tega je bližje podatkom? Ime vmesni ali mozaični? Ime vmesni ali mozaični? Hitri ste v odgovorih. Zelo dobro. Beseda vmesni nakazuje na proces in da je žival povezava v evoluciji med dvema skupinama. Beseda mozaični pa je bolj opisna in preprosto pomeni, da najdemo različne dele v enem organizmu. Pomembno je biti pozoren na te stvari, saj nas včasih besede zavedajo, ne da bi se tega zavedali. Z vsemi informacijami, ki jih imamo doslej ob podatkih, ki smo jih našli v fosilih, bomo prisluhnili in skušali razumeti, kaj nam fosili sporočajo o nastanku. Ne bomo se pretvarjali, da smo povsem nepristranski in da nimamo predsodkov. Osebno verjamem, da nam Sveto pismo govori resnico o nastanku življenja na Zemlji. Zato pristopam k fosilnemu zapisu tako, da iščem dokaz, ki je skladen s svetopisemsko zgodovino. Ker pa želim biti tudi poštena znanstvenica, ne bom prikrojila podatkov, da bi ustrezali mojemu mnenju. Če kaj ne ustreza, že poznate mojo strategijo. Zaupaj v Sveto pismo, še naprej raziskuj in bodi potrpežljiv. Po teoriji evolucije imajo vsa živa bitja skupnega prednika. Zelo preprosto vodno bitje, podobno bakteriji,
ki je postalo vedno bolj zapleteno in se je zelo počasi diverzificiralo, za kar je potrebovalo na milijone let. Sveto pismo pa pove, da je Bog ustvaril veliko diverziteto kompleksnih živali že na začetku. Čez nekaj časa so mnoge izmed njih poginile v katastrofični poplavi. Ko pogledam fosilni zapis skozi očala mojega življenjskega nazora, vidim veliko dokazov, ki ustrezajo svetopisemskemu poročilu. Prvič. Fosilni zapis ne kaže na postopno razvijanje v kompleksnosti in raznolikosti, temveč na eksplozijo življenja že od začetka, od temeljev. V obdobju Kambrija je bilo veliko vrst živali, ki so po anatomiji in fiziologiji prav tako kompleksne kakor danes. Sestavljene oči trilobita so bile sestavljene iz več neodvisnih oči. To kaže na to, da so imeli odlično razvit živčni sistem, ki je lahko zbral informacije mnogih neodvisnih oči in ustvaril eno samo podobo. Drugič, fosilni zapis kaže na veliko dokazov o vodi in katastrofi. Sam proces fosilizacije zahteva hiter pokop in vodo. Zato je smiselno, da je veliko fosilov lahko nastalo med potopom. Tudi usedline množičnih poginov, kjer najdemo na stotine ali tisoče nakopičenih ostankov, to je v mnogih rudnikih in naftnih poljih po svetu, ustrezajo poročilu o potopu. Tretjič. Po teoriji evolucije so evolucijske spremembe počasne in postopne. Fosilni zapis bi torej moral biti poln vmesnih organizmov, pa ni tako. Veliko večino fosilov zlahka uvrstimo v ločene skupine, kar je skladno z mislijo o Bogu, ki je ustvaril različne živali in rastline iz niča z možnostjo prilagajanja, a to ne pomeni, da se lahko spremenijo v nekaj povsem drugega. Kot sem že povedala, moramo biti pošteni in priznati, da nekaj podatkov iz fosilnega zapisa na videz kar dobro ustreza teoriji evolucije. Na primer, obstaja vrstni red fosilov. Dejali smo, da se na dnu geološkega stolpca nahajajo morski nevretenčarji, ko se vzpenjamo više skozi sloje, pridemo do rib, dvoživk, plazilcev in končno ptic in sesalcev. To je ravno vrstni red, ki ga teorija evolucije predlaga za postopni nastanek živali. Kaj naredimo, ko naletimo na podobno situacijo? Ko se nam zdi, da podatki nasprotujejo svetopisemskemu poročilu. Izredno pomembno je, da prepoznamo problem in da ga ne prezremo ali zatajimo podatkov. V preteklosti nekateri kreacionisti niso sprejeli veljavnosti geološkega stolpca, rekoč, da gre za izmišljotino evolucionistov. Pa ni res. Fosili so tu in v tem vrstnem redu. Kaj torej narediti? To, kar storimo vedno. Še naprej zaupamo v Sveto pismo in raziskujemo naprej, iščemo druge možne hipoteze, druga pojasnila s podatki, ki so skladna s svetopisenskim poročilom in jih lahko proučimo eksperimentalno. Težava v vrstnem redu fosilov je dokaj stara. Kreacionisti paleontologi o tem razmišljajo že nekaj časa. Najboljša alternativa teoriji je tako imenovana ekološka conacija. Ta pravi, da sloji fosilnega zapisa ne pomenijo različnih obdobij, ampak različne ekosisteme. Ko so se vode potopa dvignile, so uničile ekosisteme in pogoltnile njihove prebivalce na dno morja in s tem so nastali zaporedni sloji. V tem kontekstu je smiselno, da na morskem dnu najdemo morske nevretenčarje, saj so ti tam živeli. Sledijo ribe in potem kopenske živali. Vendar ta teorija ne pojasni vseh podrobnosti o vrstnem redu fosilov in lahko da gre še za druge dejavnike. Med drugimi možnostmi, ki so jih raziskovali raziskovalci kreacionisti, je denimo vzgon trupel različnih vrst živali. Opravili so eksperimente in v bazen odložili trupla živali ter opazovali, koliko časa je potrebno, da strohnijo in se potopijo na dno.
Zanimivo je, da je prva potonila riba, potem dvoživka in potem plazilci. Sesalci in ptice ostanejo na gladini najdlje. Drug dejavnik, ki lahko vpliva na vrstni red, je vedenje različnih živali. Ptice in sesalci in seveda ljudje so bolj inteligentni in imajo zmožnost premikanja, ki je večja kot pri drugih živali. V prvih fazah potopa so se lahko umaknili v višje predele, zato so pokopani kasneje. Potrebnih bo še več raziskav. A to je nekaj dejavnikov, ki so lahko odigrali vlogo in rezultati so eksperimentalno pokazali, da sovpadajo s tem, kar bi pričakovali ob potopu in s tem, kar se vidi iz fosilnega zapisa. Še ena težava, ki jo moramo omeniti, so vmesni fosili. Rekli smo že, da so v fosilnem zapisu redki, vendar obstajajo in zahtevajo verjetno razlago v svetopisenskem kontekstu. Tudi v primeru Archaeopteryxa. Nekaj raziskovalcev, kreacionistov je menilo, da gre za prevaro, da gre za mešanico kosti dveh različnih prekrivajočih se organizmov. A novejše raziskave so pokazale, da gre za pravo žival. Poleg tega so v sedlinah na Kitajskem našli še nekaj vrst pernatih plazilcev. Kaj je druga možna hipoteza, če te živali niso vmesna faza evolucijskega procesa med plazilci in pticami? Kaj torej so? Kako se prilegajo okviru svetopisemskega stvarjenja? Najbolj preprosta hipoteza pravi, da so bile živali, ki jih je ustvaril Bog, pa so izumrle, kot mnogi drugi, denimo dinozavri in trilobiti. Fosilni zapis kaže, da je bila biološka raznolikost v preteklosti pestrejša, da je obstajalo veliko živali in rastlin, ki jih danes več ni. Bog ni omejen na našo biološko klasifikacijo. V resnici tudi mnoge danes živeče živali ne ustrezajo tem klasifikacijam, ker pa smo jih vajeni, temu ne pripisujemo pomembnosti. Sesalci so živali s 4 nogami, dlako, žlezami sesalcev in rojevajo žive mladiče, kaj ne. Delfini nimajo niti dlake, niti nog. Netopirji imajo krila in kljunaši imajo račji kljun, strupene žleze in ležejo jajca. Če ne bi poznali teh živali in bi našli njihove fosile, bi nas verjetno prevzeli enaki dvomi, kakor nas prevzemajo ob Archaeopteryxu. A če ima žival mešanico lastnosti, ne pomeni, da gre za povezavo med dvema evolucijskima skupinama. Gre za edinstveno žival s posebno fiziologijo in anatomijo, ki se je popolnoma prilagodila svojemu okolju. Zame osebno je kljunaš dokaz Božjega krasnega smisla za humor. Kakor bi nam govoril, ali imate radi vse pod nadzorom, dobro organizirano in klasificirano? No, klasificirajte tole. Šalo na stran. Mislim, da je veliko dokazov v fosilnem zapisu, ki dobro ustrezajo svetopisemskemu poročilu o stvarjenju in potopu. Povzela sem jih na tem seznamu. Prvič, fosilizacija zahteva hiter pokop in vodo, ki je bogata z minerali. Drugič, množični pogini. Tretjič, diverziteta in kompleksnost od začetka. Četrtič, redki vmesni fosili. Petič, zlahka prepoznavne skupine. Obstaja pa tudi nekaj problematičnih podatkov, ki jih še raziskujemo. Čas je potekel, če bi radi več podatkov o tem, kaj nam o nastanku govorijo fosili, priporočam, da si ogledate dokumentarec Geoznanstvenega raziskovalnega inštituta z naslovom Zgodba o trilobitu. Malo starejši je, a izredno zanimiv. Popelje nas globoko v teme, ki smo jih načeli danes. Na primer, o kompleksnosti trilobitovih oči in o vmesnih fosilih. Povezavo do dokumentarca sem dodala v Googlove dokumente z dodatnim materialom. V zadnjih 2 predavanjih webinarja Temelji vere in znanosti bomo nadaljevali z raziskovanjem čudovitega sveta fosilov
in odkrili več dokazov v prid svetopisemskega poročila. Prav tako pa bomo spoznali nekaj ugank, ki jih je treba še rešiti. Naslednji teden bo na vrsti tema, ki navdušuje otroke in prinaša veliko denarja v Hollywood. Trudili se jo bomo lotiti znanstvenega vidika. Dinozavri.